Spoštovani, na prizorišče prihaja ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, v spremstvu načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana, župana mestne občine Maribor, dr. Andreja Fištravca in povetnika Centra vojaških šol, brigadirja magistra Vilibalda Polšaka. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali ob priložnosti proslavitve zaključka šolskega leta 2016-2017 na šoli za častnike Slovenske vojske in poveljniško-štabni šoli Centra vojaških šol. Pred nami stojijo slušatelji, današnji diplomanti obeh omenjenih šol, ki so v teku šolanja osvojili znanja in oblikovali vojaške vrednote, kar jim bo omogočalo uspešno delovanje v različnih okoljih in sodelovanje z različnimi akterji. Kot profesionalci bodo sposobni svobodne, kritične misli, ustvarjalni, iniciativni in pripravljeni na izmenjavo strokovnih mnenj. Pred mikrofon vabim župana mestne občine Maribor, mesta, kjer je sedež Centra vojaških šol, katerega del sta obe omenjeni šoli. Dr. Andrej Fištravec, prosim. Dragi in spoštovani, lepo pozdravljeni. Maribor ponosno gosti in se veseli Slovenske vojske, ki je tukaj doma. To, da smo del Slovenije, smo v znoju, krvi in z velikim pogumom si pridobili skozi zgodovinske boje. Od bojev za severno mejo do bojev skozi narodno-osvobodilno borbo do osamosvojitve. Zato je prav, da je Maribor sedež slovenskega vojaškega izobraževanja in skoraj polovice Slovenske vojske. Dragi in spoštovani vojaki in vojakinje, vedno znova ste in boste dobrodošli v najlepšem slovenskem mestu. Ob tako
tako pomembnem dogodku, kot je zaključek šolanja v karieri vsakega častnika, je prav, da nam spregovori načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman. Spoštovani častniki in častnice, ki so uspešno zaključili poveljniško štabno šolo in šolo za častnike. Med nami pozdravljam ministrico za obrambo, gospo Andrejo Katič, župana mestne občine Maribor dr. Andreja Fištravca, sorodnike in prijatelje diplomantk in diplomantov, predstavnike lokalnih skupnosti, pripadnike ostalih enot Slovenske vojske in ostale visoke goste. Danes je za Slovensko vojsko pomemben dan. Je dan ohranjanja tradicije in dan prilagajanja vojske spremembam v varnostnem okolju, ki se nenehno spreminja. Veseli me, da lahko danes pozdravim in zaželim uspešno pot vam, novim diplomantom obeh šolanj častnikov Slovenske vojske. Pripričan sem, da ste pretekle mesece izkoristili priložnost in bogatili vse vaše znanje, ki boste uspešno prenesli v enote in poveljstva Slovenske vojske, kamor odhajate. Vsaka nova izkušnja nas bogati in nadgrajuje naše presojanje različnih situacij, s katerimi se srečujemo vsak dan. Kot načelnik generalštaba Slovenske vojske ocenjujem, da je Slovenska vojska uspešna in stabilna, sposobna zagotavljati zakonsko določene naloge, tako doma kot v tujini. Tudi izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje znanja so danes nujnost, saj je pridobljeno znanje naše največje orožje, s katerim zmoremo premagati tudi vse ovire, s katerimi se dnevno srečujemo. Verjamem, da pripadniki centra vojaških šol pa vojaško znanost, ki je temelj razvoja Slovenske vojske, vlagate vso svojo energijo, za kar se vam tudi iskreno zahvaljujem. Spoštovane diplomantke in diplomante, iskreno vam čestitam za uspešno zaključeno šolanje. V nadaljevanju karierne poti vztrajajte pri svojih odločitvah, a ne pozabite, da mora biti del vsake vaše odločitve tudi načrt ukrepanja, ki bo pripeljal do njene izvedbe. Poštevajte mnenja in predloge sodelavcev in ne pozabite, da postati vojaški voditelj ni nikoli dokončano delo in da je vredno vsakega truda. Posebno pozornost posvetite gradnji zdravih in profesionalnih odnosov v kolektivu, kjer boste delovali. Še vedno namreč velja misel generala Georgea Marshalla, da vojaška moč zmaguje bitke, moč duha pa je tista, ki zmaga v vojnah. Hvala, uspešno vam želim. Gardna enota Slovenske vojske je visoko profesionalna in izurjena vojaška enota, ki opravlja naloge najvišjega vojaškega in državnega protokola. Sledi nastop prikaza posebnih postrojil garde Slovenske vojske. Stój! Stój! Dalej! Okrok! Dalej! Nawyż! Nawyż! Prosto!
Na mestu, zbor, na mestu, prostor.
roko. A, prej. Hvala kartni enoti za navdušujoč prikaz posebnih postrojil garde Slovenske vojske. Častniški poklic zahteva pametnega, pogumnega, čvrstega in značajnega voditelja. Potrebno je učiti se hitro, sprejemati zdrave odločitve in učinkovito opravljati spremembe. Vse to so v času šolanja osvojili naši današnji diplomanti. V čast nam je, da je danes ob tem izjemno pomembnem dogodku, predvsem za slušatelje, ki danes zaključujejo svoje šolanje, prav tako pa tudi za Slovensko vojsko, ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič. Gospa ministrica, prosim. Spoštovani, župan mestne občine Maribor, načelnik generalštaba Slovenske vojske, poveljnik Centra vojaških šol, predstavnik urada predsednika Republike Slovenije, pripadnici in pripadniki Slovenske vojske, družinski člani in prijatelji, spoštovane sodelavke in sodelavci, visoki gostje, Mariborčanke in Mariborčani. Danes smo zbrani tu v Mariboru, v Maestrovem mestu, da pospremimo v častniško kariero nove poročnike in poročnico Slovenske vojske, generacijo 2017, ter da čestitamo častnikom in častnicam, ki ste uspešno opravili štabno šolanje in višje štabno šolanje na poveljniško-štabni šoli. Častniški poklic je časten poklic. Nenazadnje je čast že del samega izraza. Gre za čast v delovanju, ravnanju in vedenju. V odnosu do domovine Republike Slovenije, ko podpirate njene nacionalne interese ter prispevate k varnosti in blaginji njenih državljank in državljanov. Ko prispevate k zmanjšanju trpljenja in k miru v kriznih žariščih na svetu. V odnosu do nadrejenih in podrejenih. Gre za spoštovanje in prizadevanje za pravičnost. Gre za to, da ste zgled. Poklic častnika oziroma častnice Slovenske vojske je tudi zelo zahteven poklic. Z veliko odgovornostjo in žal tudi odpovedovanjem. Pri tem je bistvena podpora vaših družinskih članov. Častniki in častnica 29. generacije, ki boste danes promovirani, boste kmalu prevzeli poročniške dolžnosti. Imate visoko civilno izobrazbo, ki pa je le eden od pogojev za opravljanje vašega poklica. Sprejeli ste odločitev, da boste služili domovini in nase prevzeli odgovornost. Odgovornost vodje. Vendar samo vaša odločitev in pripravljenost nista bili dovolj. Izbrani ste bili v strogi selekciji, prek zahtevnih preizkušenj. Zdaj je za vami šolanje v šoli za častnike. Vaši učitelji in inštruktorji so vas temeljito pripravili na pot, ki je pred vami. Zato ste in morate biti samozavestni. Prepričana pa sem, da se zavedate, da je znanje vrednota, ki jo je treba vse skozi nadgrajevati, tako na formalni ravni, kot tudi prek vsakodnevnih delovnih izzivov, kot tudi skozi izkušnje na drugih življenjskih področjih. Želim vam, da boste vsi, ki danes slovesno zaključujete šolanje na različnih ravneh,
pridobljeno znanje koristno uporabili, tako pri upravljanju svojih častniških dolžnosti, kot pri zagotavljanju lastne varnosti, varnosti svojih sobojevnikov in enote, pa tudi za nadaljnji razvoj vojaške stroke, kajti za Slovensko vojsko ste velik potencial. Potencial kompetentnih voditeljev, ki v okviru zahtev vojaškega delovanja upoštevajo in se zanašajo na lasten razmislek, ki imajo lastno vizijo, ki prisluhnejo različnim idejam ali tudi kritično presojajo. Več take drže bi v tem mandatu pričakovala tudi sama. Zato je izgradnja kariernih poti tisto področje, za katerega bi si želela, da bi se mu v prihodnje v Slovenski vojski namenilo še bistveno več pozornosti. Da bi skozi razne selekcije prepoznali posameznike in posameznice z največjim voditeljskim potencialom, vizionarstvom in izkušnjami, sposobne hitrega prilagajanja spremembam in izgraditve enote za uspešno izvedbo nalog. Prav je, da bi prav ti pripadniki in pripadnice na višku svoje vojaške kariere dosegali tudi najpomembnejše položaje v Slovenski vojski in v slovenskem obrambnem sistemu. Tudi strateški pregled obrambe, ki smo ga opravili v lanskem letu, je pokazal, da so kakovostno voditeljstvo, načrtovanje in usmerjanje kariernih poti, pozitivna selekcija pri napredovanjih, organizacijske spremembe, razvoj vojaške stroke, kakovost izobraževanja in usposabljanja, področja, na katerih moramo narediti pomembne pozitivne spremembe. Prepričana sem, da sta kakovostno izobraževanje in usposabljanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske eden od temeljnih pogojev za nadaljnji razvoj ter vso usposabljenost in pripravljenost Slovenske vojske. Zato podpiram vsa prizadevanja v smeri, da Slovenska vojska še nadalje razvija sodobno organiziran, celovit in enovit sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanj, primerljiv s sistemi vojsk v zavezništvo ter povezljiv z javnim izobraževalnim sistemom. Dejstvo pa je, da so za stabilizacijo stanja v Slovenski vojski in za njen nadaljnji razvoj nujno potrebna finančna sredstva. Kot ministrica za obrambo sem vesela, da smo v zadnjem letu na tem področju uspeli marsikaj postoriti za obrambni sistem in za Slovensko vojsko. Da smo naredili korak naprej, da se zadeve premikajo na bolje. Več let trajajoče padanje obrambnih izdatkov nam je lani uspelo ustaviti. Tako so bili v nominalnem smislu obrambni izdatki leta 2016 v primerjavi z letom prej višji za 12%. Kar zadeva letošnje leto, smo prav za namen izboljšanja pripravljenosti Slovenske vojske in izgradnje njenih zmogljivosti prejeli dodatna sredstva v višini 24,3 milijona evrov. Lani in letos smo s temi sredstvi omogočili tudi nakup uniform in zaščitne osebne opreme, ki zagotavlja osebno varnost vas, pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, doma ter v mednarodnih operacijah in misijah. Proces sprejemanja proračuna na državni ravni za naslednji 2 leti še ni zaključen. Kljub temu pa lahko povem, da načrtujemo, da se bo v letu 2018 proračun Slovenske vojske predvideno povečal za dodatnih 35 milijonov, v letu 2019 pa še za dodatnih 30 milijonov evrov. Spoštovani, vesela sem, da se slovenska vojaška inteligenca plemeniti v znanju prav tu, v Mariboru, univerzitetnem mestu. V mestu, ki se je vedno odlikovalo po domoljubju svojih prebivalcev. V mestu, v katerem je generalmajster prevzel vojaško oblast in iz katerega je načrtoval ubranitev severne meje. V mestu, v katerem je bila aprila 1941 organizirana prva uporniška akcija na Slovenskem v drugi svetovni vojni. V mestu, v katerem smo Slovenci pokazali, da imamo svojo vojsko, ki se je sposobna z orožjem boriti za to, da Slovenija postane samostojna država. V mestu, ki danes tvorno in v obojestransko zadovoljstvo sodeluje s Slovensko vojsko. Spoštovane častnice in častniki, iskreno vam čestitam ob koncu šolanja. Ponosna sem na vas. Pri tem pa se zahvaljujem tudi vašim bližnjim,
za vsa odrekanja in prilagajanje na spremembe družinskega ritma v času vašega šolanja. Zahvaljujem se tudi vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi izobraževalnih procesov v Centru vojaških šol. Verjamem, da boste še naprej častno nosili uniformo Slovenske vojske, skrbeli za njen ugled, ter se zavedali, da ste v službi naših državljank in državljanov. Srečno! Napočil je slavnostni trenutek, ko bomo podelili diplome častnikom, ki so se v minulem šolskem letu izobraževali na poveljniško-štabni šoli. Ta je namenjena organizaciji in izvajanju nadaljevalnega in funkcionalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja častnikov Slovenske vojske, častnikov tujih oboroženih sil ter varnostno-obrambnega izobraževanja delavcev Ministrstva za obrambo in drugih državnih organov. Šola izobražuje častnike za prevzem štabnih in vodstvenih dolžnosti pri razvoju, uporabi, poveljevanju in podpori enot Slovenske vojske na taktičnih, operativni in strateški ravni doma in v mednarodnem okolju. Diplome slušateljem bo podelil poveljnik poveljniško-štabne šole, polkovnik Ivan Turnšek in vodja programa višjega štabnega šolanja, podpolkovnik Albin Tepeh ter vodja programa štabnega šolanja, major Anton Kanduti. Štabno šolanje na poveljniško-štabni šoli so uspešno zaključili nadporočnik Jeralič Janez, nadporočnik Zupančič Aleš, nadporočnik Likar Samo, nadporočnik Poljak Matej, nadporočnik Čretnik Siniša, nadporočnik Cuznar Janez, nadporočnik Trglec Mitja, nadporočnik Hribar Anton, nadporočnik Pirih Janez, nadporočnik Šešet Mateuš, nadporočnik Arbajter Matej,
Nadporočnik Vene Srečko. Nadporočnik Hajdinjak Mitja. Nadporočnik Lah Robert. Nadporočnik Domajnko Darko. Nadporočnica Dimec Bojana. Nadporočnik Prezelj Jure. Nadporočnik Dežman Boris. Nadporočnik Berger Jaka. In nadporočnik Jost Miha. Višje štabno šolanje na poveljniško-štabni šoli pa so uspešno zaključili major Jadrič Damir, major Raduha Juri, major Rodman Sergej, major Juratovec Dušan, major Kekec Danilo, major Stonič David, stotnik Klinar Andrej, major Hatunič Ervin, major Virant Gregor, stotnik Kac Zdravko, major Krajnc Jernej,
Stotnik Volgemut Davorin. Stotnik Kohek Robert. Major Kovačič Viljem. Stotnik Godnič Marko. Major Pogačnik Roman. Stotnica Ferleš Aleksandra. Major Tepej Marko. In stotnica Lah Mojca. V času šolanja so vsi slušatelji pokazali veliko vnemo in znanja. Toda tudi med dobrimi se vedno najdejo še boljši. Letošnji trije najboljši slušatelji na štabnem šolanju prejmejo naslednje plakete poveljniško-štabne šole. Bronasto plaketo Janez Jeralič. Srebrno plaketo Janez Cuzdar. Zlato plaketo Matej Arbajter. Za najboljši uspeh na višjem štabnem šolanju pa prejmejo plakete poveljniško-štabne šole naslednji. Bronasto plaketo Jernej Krajnc. Srebrno plaketo Gregor Virant.
in zlato plaketo Jurij Raduha. Iskrene čestitke nagrajencem in vsem diplomantom poveljniško-štabne šole Centra vojaških šol. Sedaj pa je napočil trenutek, ko vam s posebnim ponosom predstavljamo 16 novih častnikov Slovenske vojske. Poročnik Janš Brglez. Poročnik Jože Volko. Poročnik Žiga Tomazin. Poročnik Gregor Drnjač. Poročnik Nejc Kukovič. Poročnik Amadej Petelinšek. Poročnik Mike Turkovič. Poročnik Matjaž Lorber. Poročnik Rok Brezavšček. Poročnik Jernej Mušič. Poročnik Anže Kladnik.
Poročnik Sašo Šebuk. Poročnik Matej Terek. Poročnik Andrej Tajnik. Poročnik Luka Jenič. In poročnica Teja Bizjak. Tudi v šoli za častnike so bili nekateri boljši od najboljših. Letošnji trije najboljši slušatelji na šoli za častnike prejmejo naslednje plakete šole za častnike, ki jih bo podelil poveljnik šole za častnike, polkovnik Boštjan Baš. Bronasto plaketo prejme Jože Volko. Srebrno plaketo Luka Jenič. In zlato plaketo Amadej Petelinšek. Še enkrat iskrene čestitke vsem slušateljem in nagrajencem. Ponosni smo na vas. Kot predstavnika vseh častnikov, ki so v tem šolskem letu zaključili šolanje v Centru vojaških šol,
pa pred mikrofon vabim poročnika Amadeja Petelinška. Spoštovani gospa ministrica, načelnik generalštaba Slovenske vojske, gospod župan, drugi visoki gostje, starši, prijatelji in vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni. Kandidati 29. generacije šole za častnike smo se prvi srečali lani julija na selekcijskem postopku za izbor kandidatov. Selekcijo nas je začelo 67. Med samim postopkom smo bili izpostavljeni večjim telesnim naporom in stresnim situacijam, katere je podkrepilo pomanjkanje spanja, spremenjen ritem prehranjevanja, zahteve po spoštovanju navodil in upoštevanju vojaške discipline. Selekcijo nas je uspešno zaključilo 24 kandidatov. S šolanjem na šoli za častnike smo začeli z uvodnim usposabljanjem januarja tega leta. Skozi vsa zahtevna urjenja, terene ter preverjanja osvojenih znanj nas je uspelo do konca prigarati 16. Težki pogoji in stresne situacije so okrepile vezi med nami in nas tesno povezale, saj smo le tako bili kos izzivom, ki so se pojavili na velikokrat zelo zahtevni poti. Hitro smo ugotovili, da posameznik pri takšnem delu, kot ga zahteva vojaški poklic, ne more biti uspešen sam in da bomo uspešni le, če bomo delovali kot tim. Zavedamo se, da smo šele na začetku svoje kariere, da je pred nami še trnova pot in mnoge preizkušnje, za katere pa verjamem, da jim bomo ob medsebojni pomoči in zaupanju zagotovo kos. Vesel sem, da sem doživel in uspešno zaključil tako veliko izkušnjo kot je šola za častnike in vesel, da sem imel v sebi izjemne sošolce, na katere se vam se lahko vedno zanesel. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil sošolcem za odlično sodelovanje, svoji družini in prijateljem, ki ste me več časa podpirali, ostali ob strani in verjeli vame. Zahvalil bi se inštruktorjem, predavateljem in zaposlenim v šoli za častnike, ki ste nam dali nova znanja, veščine in prepotrebno samozavest za lažje premagovanje ovir na nadaljnji poklicni poti. V imenu vseh, ki smo danes ponosni častniki Slovenske vojske, vam zagotavljam, da bomo vedno in povsod ponosno služili svoji domovini. Hvala. Sedeminšestdeset jih je imelo željo, 16 jih je zmoglo. Slovenija in Maribor sta ponosna na vas. Iskrene čestitke in častno, ponosno in odgovorno opravljate svoje častniško delo. Iskrene čestitke, s tem je uradni del današnje slovesnosti končan.
Dogodek pa si zasluži počastitev tudi strani orkestra Slovenske vojske. Prisluhnimo kratkemu koncertu Big Banda pod vodstvom Rudolfa Strnada ter vokalistki naši Evi Teršek. Prijetno poslušanje.
Peršek. En veliki aplavz. In še nekako štajersko himno za na koncu. Gospe in gospodje, na Štajerskem se konča s Štajercem. Hvala orkestru Slovenske vojske oziroma njegovemu big bandu in dirigentu Rudolfu Sternadu, pa tudi Evi iskrena hvala. Vsem skupaj še naprej prijeten večer, tistim, ki pa sedate za volan, pa srečno pot domov. Hvala lepa. Thank you.